da se vidijo. Da se vidijo sledi, evo. So še kakci, sicer srnjadi. Tlele se tudi lenjad hod čez, evo, lejte. Sprav vid. Evo, sledi jelena. Dokažemo, da se kaj vidi. Zdaj se lepo vidi. V to smer se prav gore plezel. Šel si kar za njim. Tam, tukaj, tukaj. Za primerjavo, da boste videli, koliko je to veliko. Kdo to še ne pozna, seveda, da se je lepo podelal majster. Kam pa zdaj? Tukaj. Stopil notra, vidimo. Tle čez po stečini, dol, vedno proti vodi, ki bomo bolj za gor iskati. Tam ne vidim. Evo. Še ena stečina, lepa, sveža, shojna. Evo jih. Pa tele gor za hrib odzadaj na južno stran. Evo jih stečince. Saj sledimo, ne, sledimo pravilno, ampak nimamo še sreče, da bi kaj našli. Bomo javili, če bo kaj. Iščemo rogove od jelenov. Fantastična hvostica. Kakšne sledi so. Jaz, če bi bil jelen, bi bil tukaj nekje. Ni glih od jelena. Tole pa je zagotovo. Spravi na južni strani pobočja. Spravi, to smo zdaj na gore na vrh enega hriba, kjer ponovadi jelenjad počiva. In seveda je velika možnost, da tam najdemo tudi roka, ne. Poleg tega se pa še malo lovišče pregleda, pa se malo vidi stalež, malo sledi. Medved je že buden. Evo, takole. Tole pa dolina. Katja se oglaša, da opozarja nase, da ne bi kakšen medved srečal. Kar je pač normalno, če smo mi v dnevni sobi medveda, je pametno, da pozorimo na sebe, da smo mi gostje. To je isto, ko bi jaz prišel do vas v polnoči, pa bi rekel, živijo, kako si. V poslu. Ne v poslu, kakorkoli, da se ne bomo zdaj zafilozofirali preveč. Skratka, jelenjad tukaj počiva. Bomo pa še naokrog malo pogledali po stečinah, če kaj najdemo. Če pa najdemo, pa vsekakor objavim.
daleč videti. Zelo lepa stopinja, pa tam še ena. No, takole.